Lep pozdrav na novinarski konferenci po 16. seji vlade. Vlada je danes zopet podrobneje zagrizla v paket ukrepov za gospodarsko rast, tako da predlagam kar ministra, da prevzameta svoj del. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Torej, danes je vlada dokončno sprejela paket, pa bom poudaril številka 2 in se opravičujem, ker smo na prejšnji novinarski konferenci govorili o številka 1 in tudi zaradi tega, ker so bili odzivi zadnjič, ne bom rekel čudni, ampak nerazumljivi, bom danes poskušal biti še bolj razumljiv. Vlada je takoj na začetku mandata sprejela nekatere pomembne ukrepe. Zadnjič sem jih omenil, davek od dohodka pravnih oseb in mnoge olajšave, davčne olajšave. In to smo že opravili, to je že rešeno, to je Državni zbor že sprejel. Tega jaz danes ne predlagam, ker zadnjič je bilo razumljeno, da sem jaz to predlagal kljub temu, da je zadeva že bila v Državnem zboru sprejeta. Danes smo torej sprejeli paket številka 2, ki je sestavljen iz 16 zakonov in teh 16 zakonov vpeljuje, zajema, če hočete, 75 različnih ukrepov za spodbujanje gospodarske rasti, z odpravo administrativnih ovir, z nekaterimi finančnimi spodbudami in razbremenitvami. Za oživitev gospodarske aktivnosti bo vlada preko javnih razpisov v tem obdobju dodatno namenila 377 milijonov evrov, od tega 148 milijonov evrov za subvencije, 50 milijonov evrov za garancije in 179 milijonov evrov za izvajanje javnih investicij. Počasi se bom sprehodil skozi teh 16 zakonov, o nekaterih sem govoril že zadnjič in se ne bom detaljno ustavljal. Dobili boste tudi gradivo, ki bo objavljeno, v katerem je seveda zelo natančno, torej so zelo natančno opredeljeni vsi ukrepi, ki jih znotraj tega predlagamo. Torej, zadnjič sem omenil spremembo zakona o gospodarskih družbah, ki zajema ukrepe oziroma odpravljamo zahteve, ki jih je do vlade izpostavila obrtna zbornica, rešujemo te administrativne ovire, ki so bile očitno velika ovira za podjetnike in obrtnike. Spreminjamo obrtni zakon, s tem bomo seveda uveljavili referendumsko voljo članstva obrtne zbornice po neobveznem članstvu v zbornici. Naprej, zakon o poroštvih za financiranje investicij gospodarskih družb smo obravnavali že na prejšnji seji in je v državnozborski proceduri. Sprememba zakona o finančnem poslovanju v postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju, sem že zadnjič veliko povedal, zadeva je v pripravi. Ta zakon je morda specialnost, dali smo namreč možnost, da zaradi kompleksnosti bo morda obravnavan na septembrski seji in ne na julijski. Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici je vlada že sprejela in je v državnozborski proceduri. Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih, pomemben zakon, ki uvaja nov inštrument, nov plačilni inštrument. Govorili smo že o izvršnici, mogoče v nadaljevanju kaj več finančni minister. Ohranjamo pa seveda pobot, ker ocenjujemo, da je vendarle nekatere pozitivne rezultate vendarle dal. Sprememba zakonodaje na področju ravnanja s stvarnim premoženjem in sprememba zakona o kmetijskih zemljiščih. Oba zakona na nek način kot nagovarjata isto problematiko, torej problematiko cene zemljišč, še posebej ta prvi o stvarnem premoženju, ker želimo omogočiti občinam, da v industrijskih conah zemljišče ponudijo potencialnim investitorjem, bom rekel, ne za 100, ampak za 1 evro. Če občina oceni, da je neka investicija, ki se kaže v njihovi obrtni industrijski coni, zanimiva, perspektivna, strateško pomembna
je to potrebno preprosto omogočiti. Zdi se mi nespametno, da smo v zadnjem času izgradili ogromno industrijskih obrtnih con, jih komunalno opremili in so zdaj zaradi relativno visokih cen teh zemljišč ta zemljišča prazna oziroma industrijske obrtne cone prazne, kar je škoda. Torej, s tem sproščamo to zavoro in želimo ustvariti vendarle na tem področju tudi neke konkurenčne prednosti v primerjavi z nekaterimi drugimi državami. V paketu sta zajeta tudi zakona o kmetijstvu, nekatere pomembne spremembe, administrativne ovire odpravljamo, podobno pri spremembi zakona o varstvu okolja. S spremembo zakona bomo podaljšali veljavnost okoljevarstvenih dovoljenj z 5 let na 10 let za naprave in obrate. To je pomembna administrativna sprememba. Za izboljšanje ureditve na področju ravnanja z odpadki se bo dopolnila veljavna ureditev glede razširjanja odgovornosti proizvajalca, ki svoje obveznosti izpolnjujejo preko skupnih shem. Vzpostavil se bo sistem, ki bo zagotavljal transparentno financiranje sistema ravnanja z odpadki, naprimer sistema ravnanja z odpadno embalažo, ki se financira skozi embalažnino za vsak izdelek, ki gre na slovenski trg. Pri izvajanju storitev je namreč potrebno zagotoviti konkurenčnost in bolj jasno odgovornost gospodarskih družb, ki so nosilke shem za ravnanje z odpadki. Sprememba zakona o vodah. Veliko je bilo govora o koncesninah in s tem bomo poenostavili postopke podeljevanja vodnih pravic za lastno oskrbo z pitno vodo. Namesto izdaje vodnega dovoljenja bo samo registracija pri pristojnem organu. Izvedel se bo pa tudi prenos določenih vrst rabe vode iz koncesij na vodna dovoljenja zaradi izboljšanja poslovnega okolja z odpravo težavnih in dolgotrajnih ter dragih postopkov za pridobitev koncesije. V ta segment gre tudi sprememba zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, kjer bomo z nekaterimi ukrepi omogočili, da bo ta zakon sploh postal operativen. In s tem želimo okrepiti seveda konkurenčnost slovenskega agroživilstva ter ustvariti nove prodajne možnosti slovenskih kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov na domačem in tretjih trgih. Potem pa pride pomembno področje, kjer smo se ves čas pogovarjali o ključnih administrativnih zadevah, preprekah, ovirah. To je področje graditve objektov. Spremenil se bo zakon o graditvi objektov in uredba o razvrščanju objektov glede na vrsto gradnje. Pri tem odpravljamo obveznost pridobitve projektnih pogojev. Krajšajo se roki za izdajo soglasij in uveljavlja načelo, da specialni predpisi teh rokov ne morejo urejati drugače. Ukinja se možnost prekinitve postopka izdaje gradbenega dovoljenja v primeru izdaje soglasje po preteku roka. Določajo se pravila glede sodelovanja stranskih udeležencev v postopku izdaje gradbenega dovoljenja z namenom pospešitve postopkov. In še cel kup ukrepov, ki so znotraj tega zakona z namenom, da skrajšamo postopke pridobivanja dovoljenj. V uredbi bomo jasneje opredelili vrste objektov in poenostavili postopke pri posameznih vrstah objektov. Denimo, danes potrebuješ za postavitev rastlinjaka kompletni postopek in pridobitev gradbenega dovoljenja. Denimo, podjetniki, ki so postavljali rastlinjake na našem koncu, so rabili leto ali več za to, da so pridobili gradbeno dovoljenje. S tem bomo bistveno skrajšali te postopke. Naslednji zakon, zakon o prostorskem načrtovanju. Ukinja se ugotavljanje usklajenosti predloga občinskega prostorskega načrta na ministrstvu pristojnemu za prostor oziroma vladi. Uvaja se kratek postopek sprememb
in dopolnitev OPN-jev in občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki je namenjen odpravljanju zagad, ki se v praksi pojavljajo zaradi različnih neusklajenosti akta. Skratka, ponovno, skrajševanje teh dolgih postopkov sprejemanja in sprememb OPN-jev, OPPN-jev. Naprej. Spremembe zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor. Cilj tega zakona, boste videli, cel kup ukrepov je navedenih, je spet zmanjšanje porabe javnih sredstev, racionalizacija, kar se da skrajšanje časovnih postopkov, ki v zvezi s tem potekajo. Naprej. Omenil sem, da paket spremlja tudi finančne spodbude. V tem paketu je zajema 10 javnih razpisov, ki so podprti za približno 200 milijoni evrov. Naj naštejem javni razpis za spodbujanje investicij, kjer želimo spodbuditi predvsem greenfield investicije in to samo za namene tehnološke opreme in strojev. Ne za zgradbe, ne za pisarne, ne za kaj drugega, ampak za stroje, skratka za delovna mesta. Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja v razvojnih podjetjih. Javni razpis garancijske sheme za tehnološko-inovativne projekte. Javni razpis za spodbujanje neposrednih tujih investicij. Javni razpisi za podporo naložbam v kmetijstvo iz programa razvoja podeželja. Spodbujanje investicij, zelo pomemben razpis, spodbujanje investicij v energetsko prenovo v lasti lokalnih skupnosti. Skratka, gre za za izolacijo javnih stavb. Precej sredstev bo za to namenjenih, 65 milijonov. Tudi tarča so seveda gradbena podjetja. Javni razpis za raziskovalni voucher, javni razpis za spodbujanje razvoja novih kreativnih jeder, javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov razvoja e-storitev. In zadnji 10. javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije. Dotaknil bi se pomembnega ukrepa, ki ga želimo spodbuditi. Skratka, vlada želi zagotoviti za mikro in majhna podjetja shemo mikrokreditov preko SID banke, preko morda tudi komercialnih bank v navezavi z Evropsko investicijsko banko. Skratka, mikrokredite, ki bi bili seveda tudi postopki pridobivanja teh kreditov za ta mikro in majhna podjetja bistveno enostavnejši. Torej, to gre za kredite, ranga velikosti 20-25 tisoč evrov. S tem želimo seveda omogočiti, ustvariti neko pomoč tem družinskim podjetjem, skratka podjetjem, ki imajo 2, 3 zaposlene, da premostijo morda kakšno likvidnostno ali pa drugo težavo. Ne smem pozabiti seveda na eno ključnih projektov, to je združitev agencij, morda o tem več minister v nadaljevanju, agencij AUKN, SOD, KAT, DSU, PDP, skratka vse, kar je vezano na upravljanje z državnim premoženjem. Zadnjič sem omenil in izpostavil terminski načrt realizacije tega paketa. Ambicija vlade je, da ta paket sprejmemo seveda posamezne zakone na junijski in julijski seji, v vsakem primeru pred parlamentarnimi počitnicami, z izjemo morda zakona, torej insolvenčne zakonodaje. To pomeni, da je zadnji rok, na katerem bo vlada obravnavala te zakone 28. junij 2012, potem pa gredo zakoni v parlamentarno procedure. Toliko za uvod. Minister. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz ne bi zdaj podrobneje pojasnoval teh stvari, ukrepov, o katerih je minister Žerjav govoril. Če bo
kakšno vprašanje, se to naredim v nadaljevanju z veseljem. Bi pa morda še o dveh drugih stvareh spregovoril, o katerih je danes na vladi neformalna razprava tudi potekala, neformalno v tem smislu, da nismo nobenih sklepov sprejemali glede tega. Gre seveda za priporočilo oziroma osnutek priporočil strani Evropske komisije glede slovenskih programov stabilnosti in reformnega programa in pa tudi na konec koncev za zadnje podatke o bruto domačem proizvodu slovenskem. Zdaj, kar se tiče priporočil, smo reči, da so pričakovana in smo se zavedali, da seveda priporočila, ki so bila že v preteklih letih dana, da bodo ponovljena na tistih področjih, kjer vlada pač v 3 mesecih še ni mogla pripraviti rešitev, pa jih uveljaviti. Tukaj mislim predvsem na pokojninsko reformo, na reformo trga dela, predvsem za reševanje problema dualnosti. Tukaj smo prvi korak s tem, ko smo povišali obremenitev študentskega dela, ki je najbolj fleksibilna oblika zaposlitve, že storili v to smer zmanjševanja razlik med različnimi oblikami zaposlitve. In seveda tudi priporočila, ki se tičejo boljšega poslovnega okolja. Veliko tega je tudi v teh ukrepih, zlasti na področjih, ki se jih doslej v Sloveniji nismo zares lotili, se pravi, cel ta sklop gradbenih dovoljenj, okoljskih dovoljenj, prostorskih načrtov, prostorskega načrtovanja. Tako da tukaj so zadeve postavljene tudi v okviru izhodišč za socialni sporazum, je dogovor, da se v pokojninski reformi pogovarjamo naprej. Mislimo, da je tudi tekom leta takšne dogovore sindikati in delodajalci, seveda, ki so tukaj enako pomemben partner, tudi možno doseči. Zdaj, glede same javnofinančne slike in pa finančnega resorja, pa seveda tudi pričakovano opozorilo glede ustrezne kapitalizacije bančnega sektorja. Veste, da se s tem ukvarjamo, veste tudi, kakšni so roki postavljeni konec junija in seveda, ker rešitve še nismo predstavili in tudi ne povsem do konca dorekli, je seveda razumljivo takšno priporočilo dano. Kar je bilo zame osebno zelo pomembno, je pa seveda ta pozitiven odnos do tistih stvari, ki pa so bile narejene, s katerimi se praktično cela vlada ukvarjala kar nekaj časa v zadnjih mesecih, se pravi ukrepi za uravnoteženje javnih financ, kjer je seveda zelo jasno sporočilo, da gredo v pravo smer, da je to tisto, kar se od Slovenije pričakuje, da pa obstaja seveda vprašanje natančne izvedbe, kar je pa tudi razumljivo. Na koncu koncev proračun za prihodnje leto ni bil še niti predlagan, ta naloga nas še čaka v naslednjih mesecih. In v tem kontekstu seveda tudi zadnji podatki o bruto domačem proizvodu v prvem četrtletju, ki se še vedno govori o padanju, vsaj teh tekočih podatkov, desezonirane so celo nekoliko boljši, a kar je bilo za nas ključno, je bilo, da je vendarle to poslabšanje, čeprav je še vedno poslabšanje, bilo manjše kot recimo v zadnjem četrtletju lani, ki je bilo res slabo. In to kaže, da pravzaprav te napovedi, ki so v zadnjem času bile objavljene, se pravi 2% zmanjšanje bruto domačega proizvoda letos, so morda res nekoliko pretirane in da se bomo gibali nekje v okviru, vsaj za enkrat tako kaže, začrtanih makroekonomskih okvirov, kar se tudi pomeni, da bomo toliko lažje speljali proračun v tem začrtanem okviru 3% primanjkljaja. Seveda bo tudi Umar še povedal, kako ocenjuje te napovedi, ampak glavno mislim, da to sporočilo drži, da smo zaenkrat približno v okvirih, v katerih smo ocenjevali, da se bomo letos zgibali, ko smo načrtovali proračun. Hvala. Dobro, še vprašanje, Marja? Zanima me, zakaj ste povečali maksimalno možno zadolževanje za letošnje leto, zakaj bo denar porabljen, če bo dejansko prišlo do takega zadolževanja in ko govorite, da boste lahko obveznice izdali tudi na drugih trgih, katere trge imate v mislih. Potem me pa zanima še, a še vedno realno lahko pričakujemo, da bi bil deficit po ESA 95 3,5 letos, glede na popuščanje pri policajih, pa glede na to ustavno presojo in koliko dejansko dodatnih stroškov po s tem, če se te 3 členi zakona zadržijo? Zdaj, gledajte, prvič, tako kot ste tudi sami korektno vprašali, sama pobuda pa vložitev ustavne presoje zakona ne zadrži njegovega izvrševanja.
Ustavno sodišče, čemu je to predlagano, se mora o tem opredeliti, odločiti. V preteklosti so bili primeri, ko je Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje kakšnega zakona, če je bilo vloženo upravno presojo, vendar morajo to temeljiti s tem, da bi nastale nepopravljive posledice. Jaz mislim, da pri teh členih, o katerih se je govorilo v zadnjih dneh, teh nepopravljivih posledic ni. Se pravi, če se regres najprej splača polovično na osnovi zakona, pa potem Ustavno sodišče čez nekaj mesecev presoji, da bi se pa moral v celoti, se to da popraviti, se pač takrat izplačal preostanek. Ne? Tako da mislim, da je argumentov za ustavitev zakona zelo malo, za ustavitev veljavnosti, da so pač na strani vlade, ki bo sedaj o tem tudi vprašana, kaj o tem meni, pa so argumenti nujnosti takšnega ukrepanja in seveda razmer, v katerih Slovenija je javno finančnem smislu. Tako da jaz ne mislim, da bi prišlo, ne pričakujem, da bo prišlo do zaustavitve veljavnosti zakona. Hkrati tudi se nam ta zakon omogoča, da ohranimo primanjkljaj v začrtanih okvirih. Res je, to smo že pojasnevali, da je seveda zaradi dogovorov, ne samo sindikati, ampak tudi parlamentarne razprave in tako naprej. Učinek ukrepov, ki so v samem zakonu letos približno za 130 milijonov manjši, vse ima pa vlada tudi druge ukrepe na razpolago, spravi na drugih področjih, in to je to, s čemer se bomo ukvarjali, se že ukvarjamo v naslednjih tednih, da pogledamo, kje so še morda rezerve, s katerih se da pokriti nekoliko manjše znižanje plačane, kar je v bistvu glavna sprememba, do katere je v pogajanjih prišlo. Tako da imamo dovolj orodij v rokah, da bomo lahko pač proračun izvrševali v začrtanem okviru in ga pripeljali do konca leta, tako kot je začrtano. Zdaj, kaj že bo prvo vprašanje? Financiranje državnega proračuna. Zdaj, gledajte, to je največji dovoljeni obseg. Ne? Ta obseg vključuje predvideni primanjkljaj, predvidene izdatke tudi v B-bilanci, tukaj gre rasti za vplačila v zvezi z Grčijo, tega je skupaj nekaj več kot milijardo. Potem, da gre za odplačevanje glavnic, ki zapadejo tekom leta, ne, in se pač potrebno zadolžiti za to, da lahko to odplačaš. Ne. In potem gre seveda za tudi možnost predfinanciranja za prihodnje leto, tudi neka običajna praksa, tudi lani se to zgodilo, tako da to je zgornji obseg. Ne. Lahko, da to sploh ne bo potrebno, ne. To je odvisno tudi od likvidnostne situacije pa situacije na trgih. Ko me sprašujete po možnih drugih trgih za zdaj obveznic, primarno seveda ostaja tukaj evrski trg, tukaj smo doslej izdajali obveznice, imamo s tem izkušnje. Je pa res, da seveda v zadnjem času so nekatere države, tudi evropske, šle v izdajo obveznic, recimo na ameriškem trgu, dolarskem, Slovaška, zadnji tak primer. Je nekaj interesa tudi strani japonskega trga oziroma tistih, ki tam investirajo v državne obveznice, kjer so možne seveda manjše izdaje, tudi to je lahko zanimivo, če se bojo potrebe po financiranju zmanjševale, ni pa glede tega še nobene odločitve. To so pač opcije, ki jih gledamo, mislimo, da je potrebno spremljati različne možnosti, tudi z vidika stroškov zadolževanja seveda. Prosim. Franja Zagorc, STA. Prvo vprašanje bi imela za ministra Žerjava in ministra Šuštaršiča. Danes so bili objavljeni rezultati raziskave IMD in gospodarske konkurenčnosti. Slovenija je obdržala 51. mesto. Kako komentirata ta rezultat in kako bodo ukrepi, ki jih pripravlja vlada, vplivali na položaj Slovenije na lestvici? No, jaz osebno nisem posebno presenečen, da stopicamo na mesto, glede na to, da v zadnjih letih država ni bila sposobna sprejemati ukrepov in ni bila sposobna sprejemati sprememb. Mi smo praktično zdaj v zadnjem mesecu začeli sprejemati spremembe, sprejemati pomembne spremembe. Jaz verjamem, če bomo z tem tempom nadaljevali in se polotili še nekaterih drugih reform, ki so seveda v programu vlade, od spremembe trga delovne sile, pokojninske reforme, zdravstvene reforme in vse, kar bo še seveda prišlo zraven, verjamem, da bomo v prihodnjih letih na tej lestvici konkurenčnosti seveda napredovali. Če tega ne bomo storili, oziroma tega ne bomo pripravljeni narediti in ne bomo pripravljeni kot država sprejemati teh sprememb, bomo pač obsojeni, da bomo stopicali na mestu. In jaz mislim, da bi bilo vendarle prav,
da takšno vprašanje seveda postavimo tudi še komu drugemu v državi, ki je v zadnjem času blokiral vse pomembne spremembe, vse pomembne reforme. Država in politika je prevzela odgovornost za to, da v državi opravimo pomembne spremembe. In dobro bi bilo, če bi odgovorni politiki bilo omogočeno, da se te spremembe tudi dejansko realizirajo. Tako da tu smo seveda vsi na istem čovnu, tudi vsi socialni partnerji, in pričakujem, da bodo ti rezultati takšnih anket oziroma takih seznamov se dotaknili vseh, da bomo razumeli, zakaj pravzaprav vlada počne to, kar počne. Zaradi tega, da bomo naslednje leto ne 51, ampak kakšno mesto više, da bomo stopicali na mesto in da nas bojo vsi po levi strani prehitevali, predvsem tisti, ki so pa sposobni sprejemati spremembe. Se nekaj dodati k temu? Potem pa bi za vas, minister Šušteršič, imela vprašanje še glede BDP-ja. Ste se tega sicer sami že dotaknili, pa vendar, kakšna so vaše pričakovanja za prihodnjih nekaj četrtletij? Bodo ti ukrepi za uravnoteženje javnih financ močno vplivali na domačo potrošnjo, bo padec za to bistveno večji ob drugi polovici leta? Kot rečeno, te podatke za prvo četrtletje so malo boljše tega, kar sem osebno pričakoval. Glede učinka ukrepov za uravnoteženje proračuna ostaja se tista ocena Umarja, da bo njihov vpliv približno pod 100 točke bruto domačega proizvoda. Kaj konkretno ti podatki pomenijo tudi po nekih bolj natančnih izračunih? Za recimo napoved letošnjega padca 0,9% bo predvsem moral Umar povedati. Mislim, da bomo v naslednjih dneh imeli nekaj razgovorov. Jaz pač izhajam iz njihovih napovedi, tako da oni bodo povedali, ali zdaj ti podatki so približno v skladu s tem, kar je bilo napovedano, pa kje so morda odstopanja. Tako da podrobne zdaj iz tega ne moram komentirati. Pervan Pop TV, tudi jaz imam vprašanje za oba ministra, mogoče najprej za ministra Šušteršiča, in sicer glede novega informacijskega sistema EDIS, ki na Dursu že 8 mesecev ne deluje tako, kot bi moral, in sicer podjetja, računovodski servisi, občine imajo namreč veliko težav, direktorji včeraj so bili zelo jezni, direktorji davčnih uprav, ker njihovi referenti ne morejo delati. In sicer, ali imate mogoče že informacije o tem, koliko je izpada zaradi tega, ker namreč v uradnih evidencah jasno piše, da so pobrani davki za prve 3 mesece bili zgolj ocenjeni, ker so morali narediti končni izračun konec leta, in ali so potem tudi podatki za naslednje mesece zgolj ocenjeni. Torej, kakšen je ta izpad? In pa še med Dursom in podjetjem IBM je bila sklenjena pogodba kar za 21 milijonov evrov, nekaj denarja, zelo malo je bilo že plačanega, sicer pa ker denarja ni, vse to stoji. Kako boste kot nadzorni organ reagirali? Zdaj, to denarja ni samo eden od razlogov, zakaj ta pogodba trenutno stoji. Ta pogodba stoji tudi zaradi ocene, da se seveda prva faza ni izvedla na način, ki bi bil brez problemov, da je potrebno vložiti dodaten napor, jaz upam, da ne tudi dodatnih sredstev, v to, da se ta prva faza zaključi in uredi, tako kot se pričakuje. Moj občutek je, da se morda na davčni upravi niso v celoti zavedali velikosti tega problema, da, tako kot ste tudi sami rekli, ko se pogovarjamo z operativci, inšpektori, ali pa s podjetji. Včeraj smo imeli en zelo neprijeten pogovor na enem od podjetij, ker smo bili v Pomurski regiji, ker so nam povedali, da niso dobili subvencije od države, zato ker je davčni sistem jih imel v evidenci kot neplačnike, čeprav so se obveznosti plačali. Na tisti dan, ko je na Ministrstvu za gospodarstvo nekdo v elektronsko preveril, ali imajo oni vse obveznosti poravnano, je tam pisalo, da jih nimajo. In seveda zato niso dobili subvencije, za katero so jim celo sami tisti, ki so razpisovali, rekli, da ja, to je pa gotovo razpis za njih in tako naprej. Se pravi, tukaj je bilo ne samo slabe volje, tudi kakšna škoda povzročena in zdaj treba to prvo fazo stabilizirati, tudi ugotoviti, ali je na strani izvajalca kakšna odgovornost za to, in to se mora potem odražati v tem, kakšna bo ta pogodba za naprej. Če pa se ni bilo na strani izvajalca odgovornost, potem se bo moral ugotoviti na strani tistega, ki je izvajalca nadzoroval. Tako da in to pogodbo sklepal in skrbel za njeno izvrševanje.
Tako da ta problematika je resna. Teh ocen seveda, koliko je dejansko bilo izpada, veste, ko bo enkrat sistem deloval, tako kot treba bomo najbolj tudi to lahko ugotovili. Ne. Hvala pa še za gospoda ministra Žerjava. Kako konkretno nameravate oživiti našo lesno-predelovalno industrijo? Zelo konkretno me zanima. Zdaj, kot veste, je v pripravi akcijski načrt. Ta še ni dokončan, je v sklepni fazi. V tem akcijskem načrtu bodo seveda predvideni konkretni koraki, kako oživiti slovensko lesno-predelovalno industrijo. In takrat bomo tudi o tem seznanili javnost. Moram reči, da sva se z ministrom Bogovičem zdaj nekajkrat že sestala z predstavniki lesno-predelovalne industrije. Pogovarjali smo se tudi, denimo zelo konkretno, o ustanovitvi sklada po principu, kot ga imajo ustanovljenega tudi v Avstriji, tako imenovani Proholz, ki skrbi na nek način za vso promocijo in za vse aktivnosti, ki jih avstrijska lesno-predelovalna industrija očitno zelo, zelo uspešno izvaja, ne samo na avstrijskem trgu, ampak tudi izven. In jaz mislim, da je take pozitivne prakse potrebno na nek način prenesti tudi k nam. In to smo se dogovorili, izhodišča se pripravljajo, tako da jaz upam, da bomo relativno hitro lahko tudi ne samo pri besedah, ampak tudi z dejanji kaj pokazali. Maja, Cestna televizija Slovenija. Jaz imam 3 vprašanja za oba. Ali ste govorili ali sprejeli kakšen sklep glede zapiranja diplomatskih konzularnih predstavništev, če ste lahko potrdite imena? Drugo vprašanje, ali ste obravnavali zaupno poročilo o TEŠ-u in ali ste glede tega sprejeli kakšne odločitve? In morda o tem, Evropska komisija bo sprožila postopek proti Sloveniji, zato ker zakonodaja ni vpeljala predpisov o telekomunikacijah. Grozi Sloveniji, grozi s tem 13 000 evrov kazni na dan. Zdaj, kar se tiče prvih 2 vprašanj, v zvezi z zapiranjem diplomatskih predstavništev v tujini se zadeva vodi pod eno od oznak zaupnosti, dokler predsednik države ne podpiše finalnega odloka, torej do takrat zadeve vlada ne more komentirati. Kar se tiče pa zaupnega poročila v zvezi z termoelektrarno Šoštanj oziroma 6. blokom, pa zgolj toliko, poročilo je tudi označeno z eno od oznak stopnje zaupnosti, se pa vlada seznanila s tem poročilom. So označeni z eno od stopnje zaupnosti. Ostalo pa kazen. Kar se pa tiče te zadeve povezane z Telekomom, pa bi jaz predlagal, da vprašate na ministrstvo za kaj že, šolstvo, visoko. Mizek je še. Ja. Ministra Turka, prosim. No, morda samo eno besedo v zvezi s tem, da bo vlada v roku 14 dni pripravila celoten pregled tako z področja evropske zakonodaje, kot z ostalih zakonodajnih strani, kjer nastajajo zamude, torej vsako ministrstvo posebej pripravlja seznam vprašanj, kjer nastajajo zamude ravno v izogib temu, da bi prišlo do takšnih sicer nesmotrnih zamikov glede na prenos zakonodaje v domačo pravno ureditev. Še kakšno vprašanje? Mirko. Ja, še eno, pa ne za ministra, v bistvu bolj zate. A je še kakšno vprašanje za ministra? A je še kakšno vprašanje za ministra? Marja, prosim, ja. Če ne gremo mi dva. Minister Šušteršič, jaz bi vas rada vprašala, zdaj po vseh teh usklajevanjih in tem, koliko se bo dejansko povprečno plača javnega uslužbenca znižala s 1.6. Po tem zakonu? In še to me zanima, kje so te varovane plače, ali kako se jim reče, pri katerih protestira sindikat obrambnega ministrstva? Ja, zdaj znižanje je 8% linearno in hkrati odprava vseh preostalih nesorazmerij. V povprečju to pomeni nekje med 4 in 5% povišanja, to se pravi je skupno znižanje nekje okrog 3% v povprečju. Zdaj, seveda je pa individualno to lahko zelo različno, glede na to pač v katerem delu javnega sektorja kdo je, pa tudi v kakšnem plačnem razredu.
Kar se pa tiče teh varovanih plač, to so pa plače, ki so v nekem trenutku bile v preteklosti glede na sistematizacijo dane, ki so včasih bile dane ljudem, ki so upravljali, recimo niso imeli ustrezne izobrazbe, kaj podobnega, pa so upravljali neka dela in te plače so v bistvu bile potem na tisti ravni fiksirane. Ne. In zdaj so bile, pravzaprav niso bile tudi vključene v to reformo, ne, ker so bile pač varovane, fiksne. Tega ni veliko, jaz sicer točne številke ne vem, to bojo na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo po moje lahko natančno povedali. Je pa pravzaprav ta predlog v pogajanjih prišel sindikalne strani, da se te varovane plače odpravijo, češ doslej smo se vsi ostali odrekali, nismo imeli uskladitev in tako naprej, zdaj pa je tudi ta inštitut potrebno odpraviti. Se je pa število ljudi, po mojih podatkih, saj recimo tam, kjer je moj resor, ne, tudi zmanjšalo, ki so na teh varovanih plačah, včasih je bilo več, potem se pa to tudi zmanjšalo. Ne. Tako da se pravim, točne ocene, koliko ljudi pa to zajema, pa nima. Zdaj, podrobnejšo schemo imate objavili na spletni strani vlada.si, kjer je za vsako od segmenta povedano, za koliko približno se bo znižala plača. Nekomu se ne bo nič, ker je imel že, ker nima še odplave plačnih nesorazmerij, kdor je imel pa že odpravo vseh plačnih nesorazmerij, se mu pa znižala za 8%, s tem, da teh je minimalno. Direktorjem se bo znižala za 8%. Še kakšno vprašanje za ministra? Še ne se obema zahvaljujem. Zdaj, mogoče sam še dve besede. Vlada je sprejela tudi tehnične uredbe za izvajanje zakona o uravnoteženju javnih financ, torej uredbo o plačah direktorjev, kjer se pač plače zmanjšujejo za 8%, uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, uredbo o povračilu stroškov prevoza na delo, uredbo o nadomestilu za ločeno življenje, uredbo o plačah in drugih prejemkov javnih uslužbencih za delo v tujini in za pripadnikov Slovenske vojske ter znižanje nagrad ob sklenitvi in podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski. Ostale teme seje dnevnega reda niso tako posebej izpostavljene. Mirko, vlada o tem ni razpravljala. Tem, kar si hotel vprašati. Že veš? Ja. Pa vse samo zastavimo vprašanje v bistvu. No. Torej, ali lahko potrdite informacijo, da je v naslednjem mesecu dni predvideno imenovanje Barbare Brezigar v kabinet predsednika vlade? Kot sem rekel, vlada o tem danes ni razpravljala. Predlagam, da se obrnete na resorno ministrstvo. Suzana? Lahko. Čak mikrofon. Prejšnji teden je vlada na mesto v.d. direktorja Uprave za pomorstvo imenovala Marjana Hrvatina, ki pa je bil pred leti odpuščen zaradi goljufanja na Upravi za pomorstvo. Ali se vam to ne zdi nekoliko sporno? Kako to, da ste predlagali osebo, ki je bila zaradi tega tudi obsojena na pogojno zaporno kazen zaradi goljufanja, zdaj pa prihaja nazaj kot direktor? Zdaj predlagam, da to vprašanje naslovite na resorno ministrstvo. Nisem v funkciji, da bi presojal smotrnosti takšne odločitve. Gre pa za to, da je njegov predhodnik, je pa obvestil ministrstvo, da ne želi več nadaljevati dela na direktorskem mestu in so pač očitno po hitrem postopku zamenjali. Gre pa za VD-ja, ne za imenovanega, zbranega na javnem razpisu. Hvala. Še kakšno vprašanje? Če ne, se vsem lepo zahvaljujem.